Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Na željo naših gledalcev iz sosednje Hrvaške, seveda tudi iz Slovenije, smo na obisku v Marijinem največjem svetišču v Hrvaškem, to je v Mariji Bistrici, blizu Krapine. In oddajo bi pričel z besedami Josipa Bronazića, zagrebškega nadškofa. Dragi bistriški Romar, stojiš v hrvaškem nacionalnem Marijinem svetišču pred čudodelnim kipom Matere Božje Marije Bistrice. Ti si eden od mnogih vrst od 16. stoletja do tega jubilejnega svetega leta 2000, ki stojiš, klečiš pod Črno Marijo podobo, to se pravi, da klečimo pod Marijino črno podobo, moliš, poješ, prosiš. Dragi častilec Marije Bistrice, tvoj pogled je uprt v podobo Matere Božje, ki drži na rokah Sina Božjega, Sina svojega, Božjo osebo Jezusa Kristusa, ko šepetaš svojo prošnjo, prosi za odpuščanje in izraža zahvale, prihajaš preko Marije do Jezusa. Dragi bistriški Romar, kraj, na katerem stojiš, je svet, posvečen stoletno vero, pobožnostjo vernih ljudi in častilcev Marije. Naj bo tvoje bivanje v svetišču Marije Bistrice izpolnjeno z duhovnimi vsebinami, pred kipom za obljube pozdravi Marijo, kraljico Hrvatov. Izprašaj svojo vest, ko boš molil križev pot, ki vodi do skrunčeve spovedi v zakramentu pokore, vrhuncu srečanja z Bogom, naj bo v evharističnem slavju. Ne pozabi moliti za jubilejno romansko odpuščanje. Dragi častilec na romanski poti Marije Bistrice, pojdi svojemu domu pomirjen s tremi božjimi osebami in z bližnjimi po zagovoru presvetene Matere Božje Marije Bistrice in bistriškega romarja blaženega Alojza iz Stepinca. Če dovolite, dragi prijatelji, še posebej tisti zdomci v tujini, bi začel z molitvijo, ki jo molijo v Mariji Bistrici. Marija Bistrica, ti si svojih materinskih dobroti izbrala Hrvaško Zagorje, kraj, ki se je po tebi poimenoval Marija Bistrica. Tu častimo tvojo čudodelno podobo. Tu je tvoje svetišče, v katerem deliš svojim otrokom milosti. Tu zdraviš duhovne in telesne rane zemeljskih trpinov in izpolnjuješ želje tistim, ki se zatekajo k tebi. Ti poznaš vse moje duševne in telesne potrebe. K tebi kot Božji dar, pa tudi kot svoj materi sem se odločil priti, da ti odprem svoje srce in da ti izpovem svojo željo. Ti Jezusova in moja mati, ki v svoji dobroti nisi nikoli nikogar zavrgla, milostno me poslušaj in usliši. Amen. Kip za obljube Marije Bistrice datiramo v 15. stoletju. Pripada pravzaprav vrsti črnim Madon, čeprav je pri restavriranju ugotovljeno, da temna barva kipa ni izvirna. Prazgotovinski lesen kip bistriške Matere Božje je delo ljudskega mojstra. Izrazita moč kipa ni toliko v umetniškem oblikovanju, večji verjetnosti nacionalne, kot jo daje tudi nacionalni pomen. Kip je bil najprej leta 1900, oziroma lahko bi rekli 1499, postavljen v prasvetišču na Vinskem vrhu. Potem pa je leta 1545 zakopan v cerkvi v Mariji Bistrici, ki je ponovno odkrit leta 1588 in pa ponovno pozabljen in zazidan, da bi ga drugi našli leta 1684. Selitev kipa, njegovo skrivanje in dvakratna najdba so zbujali vero v njegovo čudodelno moč. Marija Bistrica je bila tolažnica krščanov v času turških nevarnosti, pomagala v prvi in drugi svetovni vojni ter v domovinski vojni sedaj. Zdravje bolnih, zatočišče grešnikov, tolažba žalostnih, pomočnica krščanov, Marija Bistrica moli Boga za nas. In sedaj je to veliko svetišče postalo največje hrvaško Marijino svetišče
za Trsat je drugo največje nad reko, Marija Bistrica pa je prvo največje hrvaško svetišče. Če dovolite, dragi prijatelji, pred malimi ekrani, bi sedaj pogledali v zgodovinski pregled svetišča. Kajti Marija Bistrica, hrvaško nacionalno marijino svetišče, največje, bi lahko takole orisali. Svetišče Matere Božje v Mariji Bistrici je največje hrvaško marijino romansko svetišče in zavzema osrednje mesto v verskem življenju hrvaškega naroda. Zaradi tega je službeno proglašeno za hrvaško nacionalno marijino svetišče. Vsako leto prihaja v Marijo Bistrice 100.000 Romarjev, ki si želijo pokloniti črnemu čudelnemu kipu Matere Božje in doživeti radost srečanja z Bogom, tolažbo in spravo ter se vrniti v svojemu domu, izpolnjeni z novo močjo za krščansko življenje, družine in družbi. Tudi sam lahko povem, da sem srečal nešteto družin, otrok, ki so vzbrano v molitvi, ne samo v svetišču, tudi ob križevem potu, tudi v tem odprtem, zunanji cerkvi svetišča, zbrano v tihoti molili. Svetišče Matere Božje se nahaja v severovzhodnem delu Hrvaške, v prijetnem hrvaškem Zagorju, polnem gričevja, dolin, pol med Zagrebško goro, med Vednico, Kalnikom, Ivanščico, Strahanščico in Macljem. V Krapinski zagorski županiji, v kotlini ob severozahodni obronki Zagrebške gore, sam kraj Marija Bistrica je zgrajen okoli svetišča na južnih obronkih hriba Vinskega vrha na nadmorski višini 191 metrov, na desni strani potoka Bistrice, po katerem je dobil tudi ime, ob ustju potočja Ribnjak. Kraj Marija Bistrica se prvič omenja leta 1209 pod feudalno posestjo župana Vratislava. Enotno in prostrano bistriško gospodarstvo posestva se začne v 16. stoletju. Deliti na manjše feudalne posesti, ki so s kraljevskimi delilnimi listami dodeljene zaslužnim feudalcem. Med temi posestniki se omenja znane družine Kegljević, Drašković, Semage in Jelančič. Zadnja plemiška družina je bila družina Helenbach. Zagrebškemu Kaptolu je prav tako pripadal delež dobrin v Mariji Bistrici. Ko je ban Josip Jelančič leta 1848 ukinil kmetijstvo, je Marija Bistrica postala najprej kotovsko, nato pa občinski in sodni kraj v okviru Zelinske podžupanije. V 20. stoletju je Marija Bistrica vezana v Stubičkim krajem, v samostojni Republiki Hrvaški pa postane samostojna občina. Sedaj pa nekaj o rimokatoliški župniji Marija Bistrica. O datumu utemeljitve bistriške rimokatoliške župnije je zgodovina molči. V prvem znanem popisu župnij Zagrebške škofije iz leta 1334 se Bistrica navaja kot sedež župnije in župnika v župnijskem cerkvju svetih apostolov Petra in Pavla. Cerkveno jucidinsko pripada zagrebško nadškofiji, katedralnemu arhitektu, Stubičkemu dekanu. Prasvetišče na Vinskem vrhu leta 1499 do 1545. Marijino bistriško svetišče ima dolgo večstoletno zgodovino. Čudodeven lesen kip presvete Matere Božje iz 15. stoletja in je delo neznanega mojstra iz preproste sedine za versko ljudsko tlačeno s težkim življenjem. Ustno izročilo pravi, da je bil črni kip, lesen kip Matere Božje, Vinske, najprej čaščen v leseni kapeli, bistriškem prasvetišču na Vinskem vrhu v letih 1499 do 1545. Vinski vrh leži na dolino reke Krapine nad Zlatogorskega polja na nadmorski višini 282 metrov med Marijo Bistrico in Konjiščino in je do današnjega
svetišča v Mariji Bistrici oddaljeno okoli 3 km. Zaradi nenehne turške nevarnosti, še posebej 4. maja 1545, ko so Turki pod Konjiščini premagali vojsko Nikola Zrinskega, že župnik Pavel Plebens Pauls Bistrica prinesel čudežni kip Marije kip v Bistrico in ga skrivaj zakopal pod korom župnijske cerkve, skrivnostno odnesel s seboj v grob. Prva najdba čudodelnega kipa iz leta 1588. Častilci Matere Božje so iskali čudodelni kip. Njihovo negotovost je rešila čudodelna svetloba v bistriški župnijski cerkvi, ki je prihajala iz prostora pod korom pod večernimi Zdrava Marijami. Leta 1588 so izkopali nepoškodovan Marijin kip. V tem času je v cerkvi opravljal službo božji župnik Luka oziroma po nekaterih zapisih župnik Anton Plavšič 1574 do 1590. To je bila prva najdba kipa Marije Bistrice in njegove postavitve na oltar. Ponovno skrivanje čudodelnega kipa je bilo leta 1650. Zaradi ponovne turške nevarnosti, ko so Turki leta 1650 podrli vse do Zlatarskega polja, so kip drugič skrili. Postavljen je v okno iza glavnega oltarja v župnijski cerkvi in zazidan, vendar je napravljen tudi odprtina, iz katere se je videl obraz Marijinega lika. Kmečki upori, nenehni turški vpadi in skrit kip, ki so zastavili Romanje v Bistrico. Druge nedelje v septembru se je župnik Petro Brezaričo, to je bilo leta 1676-1679, istega dne Marija prikazala dvakrat. V župnijski cerkvi v času pridige o svetem Franju Ksaverskem. Dopoldne je na prižnici pristopila žena plemenitega videza, oblečena v modro obleko, z gorečo svečo v roki in zaprosila župnika, naj ponovno spregleda. Isti dan, popoldne, se mu je prikazala ista gospa v naselju Podgrade pri hiši Blagojevičevih. Ko se kaplanom, takrat so dejali, da ko se vozi s kaplanom po posesti Maleničevič. Ko se je hotel približati, je gospa izginila. O tem se je veliko govorilo še po Brezanovičevi smrti, vendar nihče ni bil posebej pozoren na ta dogodek. Vendar to je bila prošnja Device Marije, naše nebeške matere, da bi spet lahko videli, da se ji pogled razširi od zida iz oltarja, kjer je bil zazidan kip bistriške črne Marije. O drugi najdbi čudodelnega kipa leta 1684 bi dejali: po zaslugi velikega Marijinega častilca, meniha Pavlina in generala Pavlinskega reda, tedaj tudi zagrebškega škofa Martina Borkoviča leta 1667 do 1687, je črni čudodelni kip Matere Božje ponovno najden. V neki razpravi v največjem hrvaškem Marijinem svetišču je 70-letni škof vprašal bistriškega župnika Ivana Motirosija, to je bilo leta 1679 do 1688, kaj ne, da se Mati Božja najbolj časti v Bistrici. Bistriški župnik se je zmedel zaradi tega retoričnega vprašanja. Škof Martin Borkovič se je spomnil svojih mladih dni, ko je bosonok večkrat romal na Bistrico in rekel zagrebškemu kanoniku Kostusu Matiju Stolkasu, bistriškemu župniku Ivanu Moltinsu, naj poišče čudodelni Marijin kip. Drugič je bil kip Matere Božje najden v soboto 15. julija 1684, v nedeljo 16. julija 1684. To je bila Margaretska nedelja. Pa se je že zgodil prvi čudež. V cerkvi je shodila hroma deklica Katarina, hčerka Magdalena Pavleca. Potem, ko so našli Marijin kip, so ga postavili na stranski oltar, kjer so ga lahko častili verniki in romani.
Glas o čudodelni najdbi kipa Matere Božje na Bistrici, kako tudi glas o čudodelni ozdravitvi tvah je kmalu razširil po vsej zagrebški nadškofiji, po štajerski, po ogrski. Z vseh strani so se na Marijo Bistrico začeli zlivati reke romarjev. Za razširjanje čaščenja Matere Božje v Bistrici pa ima tudi velike zasluge tudi bistriški župnik Andrija Iršič. To je bilo leta 1688 do 1719, ki si je leta 1706 odrekel službo kanonika. Prvo stolnega kaptola zagrebškega, samo da bi se lahko bolj posvetil razširjeni pobožnosti o čudodelni Mariji Bistrice. Odkar je leta 1684 čudodelni kip ponovno postavljen na javno čaščenje vse do danes, ko se vedno v večjih številih časti presveta Mati Božja Mariji Bistrici, je to čaščenje namenjeno Mariji po imenovanju Mariji Bistrici. Hrvaški sabor in bistriško svetišče. Hrvaški sabor je v Zagrebu 20. oktobra 1710 sklenil, da bo zaradi zaščite pred kugo v župnijski cerkvi svetih apostolov Petra in Pavla v Bistrici zgradil nov glavni oltar v čast Blaženi Devici Mariji. Ta odločitev je ponovno potrjena 28. maja 1711. S tem je Hrvaški sabor dvignil bistriško svetišče na pokrajinsko državno raven. To obljubo Hrvaški sabor izpolnjuje leta 1715, ko je na svoje stroške postavil nov glavni oltar, na katere je postavljen ta čudodelni kip Marije Bistrice, ob katerem sta bila postavljena kipa svetih apostolov Petra in Pavla, kot prvih zaščitnikov bistriške župnije. Oltar je stal v bistriškem svetišču do leta 1791, ko je iz neznanih razlogov umaknjen. Da bi olajšali pristop bistriškemu svetišču, je Hrvaški sabor leta 1721 odločil, da se zgradi cesta od Kašine preko Laza do Bistrice, to je bilo leta 1753, pa je tudi dal popraviti pot od Zagreba preko Sesveter, Kašine do Bistrice, da bi lahko romali tudi iz Zagreba in po Savine lažje prišli na Bistrico. To romansko cerkev so posvetili leta 1731. Na začetku 18. stoletja, v času župnika Andrija Iršiča 1688 do 1719 in župnika Ivana Radića 1722 do 1730, je stara župnijska cerkev razširjena in urejena kot romanska cerkev v baročnem slogu. Posvetil pa jo je škof Jurij Banjuk, to je bilo leta 1723 do 1748, za praznik svete Margarete 13. julija 1731. O posvetitvi je župnijsko cerkev in župnijo svetih apostolov Petra in Pavla preimenovana v župnijsko oziroma v župnijo in cerkev Marije Snežne, to je praznik 5. avgust. To je tudi praznik za Marijo Bistrico. Sam kraj Marija Bistrica je poimenovan z odlokom Hrvaškega sabora o Mariji Bistrici. Čaščenje Božjega obraza oziroma preobraza je Gospodov praznik 6. avgust. S tem pa tudi obveda čaščenje prvih 6 dni v mesecu avgustu moram povezati z škofom Jurijem Banjukom. Dokaz za to so prižnice iz njegovih baročne delavnice Čučerjev Komino. Po zapisu kanonskih vitizacij je bila novo urejena cerkev vsa okrašena z baročnimi freski slikami, imela je predragocene kiparsko delo, glavni oltar in baročno stranske oltarje, prižnico in krstilnico ter tudi orgle. Sedaj bi nekaj dejali v župnišču, predvorju in novem oltarju. Bistriški župnik so stanovali v leseni hiši, kako tudi drugi župljani. Župnik Ivan Radić 1722 do 1730 je zgradil leta 1726 novo zazidano župnišče, današnji zahodni del. Župnik Pavel Gojmerec 1736 do 1753 na mesto lesene hiše zgradil novo stavbo leta 1748, današnji vzhodni del. Župnik Pavel Jurak 1753 do 1755, lahko bi dejali 1775, pa do leta 1753, je združil te dve stavbi v enotno zgradbo, ki še danes stoji na desni strani bazilike.
Da bi se lažje opravila spoved in obhajilo za romanje, je župnik Pavel Gojmerec leta 1748 začel graditi predverje okoli cerkve in s tem je dobil dodaten zaprt prostor, romarski prostor. Predverje je sestavljeno 41 arkad, poslikani z slikami slik bistriških čudežev, kar je posebej delovalo tudi na romarje. Te slike lahko vidite, ko preden vstopite v svetišče v tem zunanjem prostoru. Potem nad glavnim vhodom na severni strani rešetke je bil prostor za duhovnike romarje, nad vhodom na zahodni strani pred počeljem cerkve imenovanim Gamula pa je bil prostor s kapucinskim stolpičem in redovniki spovedniki. Tretji južni vzhod je vodil v župnišče. Takšno predverje ali cinkture so tipične baročne značilnosti romarskih cerkva zagrebške nadškofije Marije Bistrica, Trški vrh, Lober, Belec, Komen, Ludberg in tako dalje. Leta 1791 je župnik Josip Šandor Dalski 1786 do 1818 postavil novi glavni oltar s klasičnimi značilnostmi za čudodelni kip Marije Bistrice. Ta oltar je čudodelno ostal nepoškodovan v požaru leta 1880. Usoda tega oltarja, kako tudi baročnega oltarja Hrvaškega sabora iz leta 1715, pa je ostala neznana. Tukaj tudi slečamo molitveni kaplana Petra Berka iz leta 1765 do leta 1775. Duhovnik Peter Berkle 1734 do 1798 je bil v Mariji Bistrici kaplan za romarje, ki so prihajali za nemško govoreče področje iz leta 1759-1761. Kot bivši bistriški kaplan je Peter Berkle v kraljevskem hrvaškem narečju napisal prvo romanski molitvenik in kratko zgodovino bistriškega Marijinega svetišča z naslovom Kinč, oseboljubni slavnostnik, osada Hoseska. To je čudovita pripričevanja osebnega miloščine, pokore pri čudodelnem kipu Marije Bistriške. Več lahko najdete tudi v molitveniku iz leta 1765, drugič pa v Gracu leta 1775. Ponatis drugega izdanja je bil obnavljen v Zagrebu leta 1995 z razlago, da je to najstarejša tiskana spomenica o svetišču Marije Bistrice, ki priča o širjenju marinske pobožnosti, o romanju življenju v svetišču iz let 1684 do 1775. Vsebinsko pa je molitveni dragocen dokument o romanskem pastoralu iz 18. stoletja. Je pomemben vir za zgodovino hrvaškega jezika, kajkavske osnovne zaradi svojega kajkavskega jezikovnega sloga, fraks, leksike in sintakste. Štokovsko, ikavsko skrajšano verzijo Bejnovičega Kinča osebno je objavil požeški učitelj Anton Michel v Varaždinu leta 1028 pod naslovom Punt Marijanski na Bistrici, kot čudodelnem kipu Marije Bistrice v slavnem kraljevskem hlavospevu. Berke je molitveni prinaša tudi popis, to se pravi, je bilo not popis župni, krajev, iz katerih prihajajo procesije v svetišče v Marijo Bistrico. Tukaj pa se srečamo z rimskimi privilegijami in nevarnostmi pred prosvetljenstvom. Rimski duhovniki so podarili bistriškemu posvetišču poseben privilegij. Papež Benedikt XIV iz leta 1740-1758 je v svetem letu 1750 dalil privilegije popolno oprostitve odpuščanja Božjo pot vsem Romom, ki so se v Mariji Bistrici spovedali, prejeli sveto upokojilo ter izmolili odpisane molitve. Papež Klemen XIII iz leta 1758 do 1769 pa je odobril utemeljitev bratovščine svetega Škapulira. Bratovščina svetega Škapulira, ponovna nevarnost je bistriškemu svetišču grozila v času vladanja cesarice in kraljice matere Terezije iz leta 1740 do 1780, ko so se širile posvetelske ideje. Z carskega dvora je prispel hrvaškemu kraljevskemu svetu Varaždin intespis z dne 27. maja 1774,
s katerim se carica peluje vse procese, ki trajajo dlje od enega dneva. Spis vsebuje 17 točk, od katerih se 7. točka nanaša neposredno na bistriško svetišče. To je bila seveda bojazen pred javnimi neredi, prosvetljenskimi skrbi zaradi nezaposlenosti kmetov in vaščanov. Zagrebški škof Josip Galjuf iz leta 1772 do 1786 je odločno protestiral in branil pravico do romanja v Marijo Bistrico, saj so v bistvu prihajajo Roma iz Hrvaške, pa tudi iz sosednjih pokrajin. Škof Galjuf zahteva, naj procesije ostanejo, saj ima ljudstvo od njih obilno koristi. Hrvaški kraljevski svet v Varaždinu je primerjajoč hrvaško Marijo Bistrico z avstrijsko Marijo Celj v svojem poročilu 6. maja 1775. Hkrati poslal tudi protestno prošnjo zagrebškemu škofu Josipu Galjufu, cesarskemu dvoru na Dunaj. Med drugim je navedeno dejstvo, da Marijo Bistrico romajo tudi nezdruženi Grki, hrvaški pravoslavci. Končno je cesarica kraljica Marija Terezija z svojim podpisom 7. julija 1775 odobrila procesijo s svetiščem Marije Bistrice. Takrat je bila v Hrvaškem Zagorju pa še danes procesija sinonim za romanje. Zagrebški škof Maksimilijan Vrhovec 1787 do 1827 je v svojem odgovoru cesarskem in kraljevskemu ministru redarjev Hagerju na Dunaju prav tako 21. julija 1810 napisal, da zastopa bistriško pravico do procesije, s tem pa tudi sam obstoj bistriškega svetišča. Na Dunaju so se bali neredov Mariji Bistrici, saj so Romi prihajali ne samo iz Hrvaške, Slovenije, Štajerske in Ogrske, ampak tudi iz Turške, Bosne ter Hrvati in krajci tudi iz Napoleonove Ilirije, južno od reke Save. Iz teh časov se je zato ohranil tradicionalni razpored bistriških romarskih dni v času med Belo nedeljo in nedeljo zahvalnico pred praznikom vseh svetih. V Mariji Bistrici srečamo tudi sestre karmeličanke, kakšnih 10 let, in tudi sestre osmiljenke. Prihod sestre osmiljenk svetega Vinka Potavskega iz leta 1872, poznane so predvsem po teh belih rutah. Osmiljene sestre svetega Vinka Potavskega z matično hišo v Zagrebu so prišle v Marijo Bistrico jeseni 1872. S tem čudodelnim kipom črne bistriške Matere Božje so neposredno povezane, saj so ga po požaru baziliki 14. augusta 1880 nekaj časa hranili v svoji hiši. Sestre osmiljenke so, vse dokler jim je to prepovedala komunistična oblast, to je bilo leta 1948, vodile dekliško ljudsko šolo in učile dekleta o vzornem gospodinjstvu. S prenehanjem dela v dekliški šoli so se preselile v župnišče, skrbele za čiščenje svetišča, za oglejsko službo, kasneje pa tudi za katehezo. Sedaj pa prav, da nekaj rečemo tudi o današnji cerkvi Novem oltarju ob stolp in arkade. Današnji videz župnijske cerkve k Mariji Bistrici iz 80. let, to se pravi 19. stoletja, v času zagrebškega naškofa kardinala Josipa Mihajloviča 1870 do 1891, to se pravi v času župnikovanja Jurija Žerjaviča iz leta 1874-1910, so v letih 1879 do 1882 opravljena velika gradbena dela na starem bistriškem svetišču. Župnik Jurij Žerjavič in minister Iztok Kršnjevič utemeljitve 1875 komisiji, to je bila komisija za obnovo bistriškega svetišča. Na razpisu so se jih je kar nekaj prijavilo od Karla Benga iz Bunitešte, to je bilo leta 1875, ter Matija Antoca 1877 in Hermana Boliča ter tudi iz Zagreba. Romarska cerkev postane leta 1923 bazilika. Svetišče Matere Božje v Mariji Bistrici zavzame prvo mesto med Marijini svetišči na Hrvaškem, zato je na zahtevo zagrebškega nadškofa Antona Bauerja 1914 do 1937 sveti oče
Pij XI iz leta 1922-1939 romansko župnijsko cerkev v Mariji Bistri podelil 4. decembra 1923 pravico manjše bazilike. Takšna naslov cerkve dostojanstveno podeljuje samo najpomembnejšim kardinalom, župnijska cerkev in svetiščem. Kronanje čudodelnega kipa kraljice Hrvata iz leta 1935. Od poznega srednjega veka se je ohranil običaj, da se Marijini liki, ikone, slike oziroma kipi okronajo z posebnim blagoslovljeno krono. Z dovoljenjem kanoniškega kapitla rimske bazilike svetega Petra, ki je imel dovoljenje za kronanje Marijinih likov, je v nedeljo 7. julija 1935 ob 250. obletnici ponovne najdbe čudodelnega kipa zagrebškega nadškofa Antona Bauerja okronal čudodelni kip Matere Božje Bistriške z 2 jubilejnima zlatinima kronama, z večjo krono glavo presvete device, z manjšo pa po glavo deteta Jezusa. Kroni sta izdelali po vzoru starih hrvaških kraljevskih kron, so pa darilo hrvaškega naroda. Priložnosti pridigo in posvete je pred 30.000 verniki izrazil tedanji nadškof kardinal blaženi Alojz Stepinec. Mesto Zagreb je v tej priložnosti podaril bistriškemu svetišču tudi zlati kelih, hrvaški verniki pa zlati rožni venec. Zagrebški nadškof in hrvaški metropolit Anton Bauer pa je proglasil presveto Mater Božjo Marijo Bistrico za kraljico Hrvatov. In to je bila tista pesem Rajsko, devico kraljica Hrvata, naša zlata, s prvim darom in ljubeznim na žaru. Odtlej je ta napev znan marijanski pesniki, ki so tudi se jih spesnili Marijini častilci. Kip Mater Božje je bil že v 17. stoletju okronan, vendar krone ni bilo opravljeno svečenje, to se pravi s svečanim obredom po cerkvenih predpisih. S tem starim kronam sta še vedno ovenčane glavna Mater Božja in mala Jezus in tudi malega Jezusa na bistriškem čudodelnem kipu. Novi jubilanti zlati kroni se postavi na črno Madono kip samo v čas zagrebškega Romaja 2. nedelje v juliju ter v dneh slaviti vsesplošnega pomena. Več o blaženem Antonu Stepincu lahko tudi najdete na spletni strani www.živilko.com, kajti rektor svetišča Zlatko Korena je samo za gledalce oddaje Pot poti tudi nekaj o tem velikem kardinalu blaženem Antonu Stepincu dejal. Sedaj bi pa se spustili še tudi v zgodovino. Zagrebški nadškof in kardinal blaženi Alojz Stepinec iz 1937-1960 je bil kot velik častilec Matere Božje povezan z svetiščem Matere Božje Bistriške. Iz Zagreba vodi peš zagrebške romeje, pridiga v Mariji Bistrici, z okrožnicami spodbuja k pobožnosti do blažene device Marije. Leta 1939 poziva hrvaške škofe, duhovnike, vernike splošno naj podprejo ureditev bistriškega svetišča. Istega leta je to se pravi 1300 obletnice prvih vezi hrvaškega naroda z svetim mestom vodi romanje v Rim ter najavlja posvetitev hrvaškega naroda in blažene device Marije ter izgradnjo bistriške kalvarije s postajami križevega pota, kateri so še tudi danes. Zadnjo nedeljo v oktobru leta 1939 za praznik Kristusa kraja položi temeljni kamen za kapelo svetega Petra v vznožju hriba pod baziliko in župniščem, ki kasneje služi za sveto pahilo ob velikih romanih. Kapela svetega Petra je danes kapela darov za obljub od posebnih priložnosti in je tudi dvorana za različna svečana srečanja. To je zelo lepa dvorana in jo tudi priporočam za ogled in tudi boste videli veliko zahval romarjev iz Hrvaške, Slovenije in tudi tujine oziroma iz celega sveta. Stepinčeva zaobljuba Jezusovi materi Mariji: obljubim, da ti bom ostal zvest in iskren častilec. Zvesti bomo vse, dokler bomo
žuboreli, potočki naši, šumile reke naše, vse dokler se bo penile sinje na naše morje. Zvesti, dokler bodo zeleni naši travniki, dokler se bodo zlile njive naše, dokler bodo hladili temni gozdovi naši, dokler bodo dišale rože domovine naše. To je bilo izrečeno v Mariji Bistrici 7. julija 1935. Ureditev križevega pota Mariji Bistrici sta si zamislila nadškof Anton Bauer in njegov koordinator, blaženi Alojz Stepinec. Zamisel se je porodila, ko sta si ogledala križev pot pod jasni gori v času evharističnega kolesa 1935 v Čestihovi. Leta 1940 blaženi Alojz Stepinec utemeljitelj ustanove Nadvse, naša draga svetišča, s ciljem, da bi v Mariji Bistrici napravil križev pot in zgradil 15 kapelic s prizori in zakramenti svetega rožnega venca, ter da bi si uredil prostor nad Kalvarijo, zgradil kapelo s teraso za delitev svetega pojila. Sveto pojilo se je namreč pred drugim Vatikanskim koncilom 1962-1965 delilo izven svete maše. Prav tako je bil cilj, da se na mesto gospodarskih poslopij zgradili romarsko prenočišče, da se pripravijo vodič za romanje ter da z glavnega trga odstranijo vsi cirkusanti in prodajalci s tonnicami. To je zelo dobro, ne? Ko bi bilo vse to urejeno, bi upravo svetišča morali prevzeti očetje Pavlini. Sadovi teh načrtov so bili vidni že julija leta 1940, ko je zagrebškemu dejal bi, ko je zagrebške romanje že vodil po novim utrjenim križev pota na Kalvariji z začasnimi postaje predsednik društva Nadvse, Vilko Hager, je uspešno zbiral sredstva za ureditev bistriške Kalvarije in postavitev križevega pota, ki bi se morala biti postavljena leta 1943. Od načrtovanih 14 postaj so se tega leta postavljene samo prve 4 postaje iz karaskega marmorja v naravni velikosti, izklesane v Italiji. Prva postaja je bilo darilo blaženega Alojza Stepinca, ostali 10 malnih postaj in denar pa so izginili v viharju druge svetovne vojne. To se pravi, od uresničitve idej morajo vsekakor meniti načrtovanje zgradnje veličanske bazilike v podnožju Kalvarije. Vsi našteti dogodki in obnova so se odvijali v času župlikovanja monsignorja Matije Segešmenta, to se pravi od leta 1921 do 1941 in njegova naslednika Florjana Papiča iz leta 1941 do 1957. Druga svetovna vojna in bistriško svetišče. V času druge svetovne vojne so se romani v Marijo Bistrico z večjimi in manjšimi težavami tudi nemoteno odvijala. Nadškof blaženi Alojz Stepinec je leta 1942 pod Pavline iz Poljskega nacionalnega Marija svetišča Jasna Gora v Čestihovi dejal, da bi se obnovila za Hrvaško zelo zaslužen stari pavlinski red in da bi Pavlini prevzeli duhovno skrb za svetišče. Zaradi vojnih okoliščin so očetje Pavlini dokaj hitro zapustili Marijo Bistrico. Bistriško svetišče v obdobju komunizma. O povojnih nemirnem času ustvarjanja komunističnega socializma, komunistične oblasti pogosto moti preganja bistriški romarje. Čeprav je ljudska oblast prepovedala procesije, je pobožno ljudstvo vseeno odhajalo na procesije v Marijo Bistrico. Mnogi vojaki, predvsem pa preživeti povratniki iz najrazličnejših bojišč, ujetništev, so svoje zabljube izpolnjevali tako, da so na kolenih obšli Marijin oltar ali celo baziliko z zunanjimi strani, kot znak zahvale, da so ostali živi. Zaradi tega so romani trpeli različne pritiske, ki so bili preganjeni celo zaprti. Romanska dogajanja so bila od leta 1945 pa vse do konca 60 let 20. letja omenjena na cerkveni prostor bistriškega svetišča. Baziliko, cerkveno dvorišče z arkadami, župnišče, kapelo svetega Petra in Kalvarijo. Trgovina s spominki in delno tudi nočitev romarjev pa je bila tako samo v cerkvenem prostoru. Potem, ko je papež Janez Pij
12. iz leta 1939 do 1958, za praznik vseh svetih 1. novembra 1950 svečano razglasil dogmo o Marijinem nebozetju z dušo in telesom, je akademski slikar Zlatko Šulenič naslikal na Trikvanskem lovku fresko Marijinega vnebozetja iz leta 1952 do 1953. V tem času je urejena tudi notranjost cerkve, zakristijo pa preselijo na južno stran severne stene. V kapelah ob glavnem oltarju se gradita še dva oltarja. Na levi strani jeruzalemskemu mučeniku svetemu Nikolu Tavliču iz leta 1340 do 1391, na desni strani na mestu stare zakristije pa svetemu mučeniku Marku Križevčanu iz leta 1580 do 1616. V tem času sta bila oba svetnika čaščena samo kot blažena. Leta 1963 zagrebški nadškof kardinal Franjo Šeper so posebno okrožnico poziva za pomoč, da bi zgradil poseben prostor za spoved, ki se od leta 1971 v glavnem odvija pod arkadami. Sedaj bomo pa nekaj dejali o mednarodnem marijinskem kongresu iz leta 1971. Prvo veličanstveno romarsko zborovanje vernikov po drugi svetovni vojni je bilo 15. avgusta 1971. To je bil zaključek 6. mednarodnega mariološkega kongresa iz 6. do 12. avgusta 1971 v Zagrebu in 13. marijanskega mednarodnega kongresa od 12. do 14. avgusta v Zagrebu ter od 15. avgusta 1971 v Mariji Bistrici. Oba kongresa organizira papeževa Marijanska akademija iz Rima na čelo z njenim dolgoletnim predsednikom, hrvaškim franjecem Karlom Balićem. Na evharistijskem slanu, ki ga je vodil posebni poslanec papeža Pavla VI. Kardinal Franjo Šeper, načelnik Kongregacije za nauke vere iz leta 1968-1981 in bivši zagrebški nadškof iz leta 1960-1968, se je zbralo do takrat v komunističnih državah nepričakovano število ljudi, okoli 150 tisoč romarjev. V času slavja je zbranim Romom spregovoril preko Vatikanskega radia celo sam sveti oče Pavel VI. Papež je podaral bistriškemu svetišču tudi zlati kelih. Izgradnja nove stavbe za spoved iz leta 1968-1971. Pred pričetkom 13. marijanskega mednarodnega kongresa leta 1971 v Mariji Bistrici o času župnikovanja misijonarja Vinko Komeričkega iz leta 1957 do 1971 je v poti, ki vodi proti Kalvariji, zgrajena nova stavba z 2 nadstropjema za spoved in 2 nadstropjema za sobicami za spovednike. Stavba, ki je projektiral Stjepan Planić, je zgrajena delno s pomočjo darila papeža Pavla VI., delno pa z bančnim kreditom, ki je odplačan z darovi romanja v času župnikovanja tega župnika monsinjorja Lovra Kindorja. Skozi osrednji arki vodi prostrano stopnišče na Arkader, izza svetišča kongresnega prostora pa kapela za delitev svetega Pahila v pritličju ter do oltarja pred Balhadijem nad kapelo. Ta kapela Rastlinak je bila leta 1972 do 1996 prostor za vsa liturgijska slavja na odprtem. Nad kapelo je pod betonskim baldahinom leta 1977 postavljena vse vezi, to se pravi, bi lahko dejali bronasti križ delo Franja Kršniča, ki je tlej služil kot postaja križevega pota na Kalvarijo. Od oltarja se pogled širi proti Kalvariji, prostor med novo stavbo in Kalvarijo pa deluje kot enoten liturgijski prostor, ki lahko sprejme tudi do nekaj 100 tisoč vernikov, tudi do 5 tisoč. Proglasitev nacionalnega svetišča leta 1971 na jesenskem plenarnem zasedanju škofovske konference Jugoslavije so hrvaški škofje 3. decembra 1971 proglasili romarsko svetišče Marijo Bistrico
ki je ves hrvaški narod priznal kot svetišče, za hrvaško nacionalno svetišče Matere Božje Bistrice, kraljice Hrvata. Duša Hrvaške, Jezusova mati, sonca našega trpljenja nikoli ne ugasne. Prav je, da tudi nekaj povemo o bivšem romarju kardinalu Franju Kuhariču. V času zagrebške nadškofije kardinal Franjo Kuharič iz leta 1970 do 1997 je obnovljena celoten kompleks svetišča od bazilike okoliščnih, to se pravi okoliščnih stavb, nadaljevanje ureditve križnega pota. Nadškof Kuharič je za priložnost leta 1973 utemeljil odbor za ureditev romarskega prostora. V naslednjih letih je namesto lesenih križev, ki so stali na mestih predvidenih za marmorne postaje, postavljeno še preostalih 10 postaj križnega pota. Od leta 1973 se varuje pod vodstvom odbora za liturgijskih določitev drugega Vatikanskega parlamenta 1962 do 1965 oltar ambon svetišča bazilike. Isti odbor pod vodstvom kanonika kustosa Anta Ivandija preganja odogatuje novo stavbo za spoved. Od 1977 do 1990 je napravljen še ostali 10 postaj križnega pota iz brona na betonskem postavku. Ob teh postajah na vrhu Kalvarije je zgrajen spomin na Kristosovo vstajanje od mrtvih. Kot zaključek križnega pota ob vznožju Kalvarije pa napravljen vodnjak vode in luč s kipom Marije Bistrice. V vodnjaku je pitna voda, ob njem pa prostor za prižiganje sveč. Ob vstopu na cerkveno dvorišče je postavljen kip obnovljenega svetišča iz leta 1684 zagrebškega škofa Martina Borkoviča. Postaje križnega pota in kipi so delo hrvaškega kiparja Anteja Ovliča, Stanka Jančiča, Kruno Bošnjaka, Josip Poljana, Ante Štajevića, hkrati pa so tudi darove bistriških Romarjev. V prostorih bistriškega svetišča je bilo med 24 in 25. majem 1974 prvi hrvaški nacionalni marijanski koledar. V nedeljo 1. oktobra 1978 sta v bistriškem svetišču molili misionarki iz Indije, misionarki ljubezni, Albanka Mati Tereza in belgijanska misionarka Hrvatica Ante Garbić. Od leta 1992 je prva nedelja meseca v oktobru stalni datum romanja hrvaških vojakov in policistov, ki z rožnim vencem okoli vratu dajo čast, da so zmagali v drugi svetovni vojni. V kapeli svetega Petra je tudi veliko darov za obljub in tudi veliko zahvalnic. In spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, vsi ste povabljeni, da poromate v to lepo marino svetišče na Hrvaškem in molite za svoje potrebe in potrebe tudi vaših prijateljev oziroma celotnega naroda. Leta 1987 so vedli praznik Marije Bistrice. Posebej bi rad povedal, da je papež Pavel II. Tudi o proglasitvi kardinala Alojzija Stepinca za blaženega obiskal tole Marijino svetišče. V spomenici nacionalnega Marijinega svetišča v Mariji Bistrici z zlatimi črkami zapisan datum 3. oktober 1998. Te sobote Marijinega posvečenega dne meseca je sam papež Janez Pavel II., papež Poljak iz Bele Hrvaške, roman po Marijinih svetiščih širom sveta proglasil pod čudežnim črnim kipom Marije Bistrice, kraljice Hrvatov, za blaženega bivšega zagrebškega nadškofa in bistriškega romara kardinala Alojzija Stepinca iz leta 1898 do 1960, ko je živel. To je bil odgovor na prošnjo, ki je pred skoraj 500 tisoči Romov izrekel sedanji zagrebški nadškof kardinal Monsignor Josip Bozanić.
1997. Ko se je verna množica s pesmijo zahvaljala z besedami hrvaškemu ljudstvu, to se pravi ljudske božične pesmi, to nebo oznanjuje in glas z neba potrjuje, so se razmaknili oblaki na nebo, skozi njih so se prebili sončni žarki. V tem dejanju beatifikacije nadškofa mučenika Alojza Stepinca je hrvaški narod prepoznal pravično zmago nad zlom, še posebej nad totalitarnim načinom fašizma, nacionalizma in komunizma. Resnica vedno zmaga. To je bila zmaga in priznanje pravičnega boja za resnico, svobodo, enakopravnost, za vero v Boga, za spoštovanje človeka, dostojanstvo posameznega, ljubezni do bližnjega. V znak zahvale svetemu očetu je občina Marija Bistrica preimenovala glavni Bistrič trg iz Trga Republika v trg papeža Janeza Pavla II. Papež Janez Pavel II je pustil trajen spomin bistriškemu Marijinemu svetišču, kelih in zlat rožni venec. Spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, še vedno smo v oddaji Pot poti. Na spletni strani www.živilko.com lahko najdete oddajo Karmel 2007 iz Sore. In prav je, da tudi nekaj besed povem o Karmelu v Mariji Bistrici. Leta 1994 je zagrebški nadškofija slavila 900 obletnico svoje utemeljitve, to se pravi 1994 do 1994. Ob tem dogodku je prišel na pastirski pohod zagrebški cerkvi papež Janez Pavel II v soboto 10. septembra 1994. So ga svečano pričakali na ulicah glavnega mesta Republike Hrvaške. Isti dan je služil večerno mašo v zagrebškem, to se pravi v zagrebški stolnici in se poklobil na grobu takrat še služabniku Božjega Alojza Stepinca v katedrali. Drugi dan, nedeljo 11. septembra 1994, je sveti oče na zagrebškem letališču ob obali reke Save med starim in novim delom Zagreba daroval veličanstvo evharistično slavje nad skoraj pred milijon verniki. Na koncu evharističnega slavja je Janez Pavel II blagoslovil še nekaj temeljnih kamnov, vzetih od starih blokov zagrebške katedrale. Eden od teh kamnov je septembra 1995 tudi položil tudi kardinal Franjo Kuharič za samostan bosonogih sester karmeličank iz hriba Kalvarije v Mariji Bistrici. Sama ideja o samostanju sester karmeličank je pravzaprav ideja blaženega Alojza Stepinca iz leta 1241. Bosonoge sestre karmeličanke so se nastanile v Mariji Bistrici ob njegovi beatifikaciji. 3. oktobra 1998 Alojz Stepinac je pripeljal bosonoge sestre karmeličanke na Hrvaško. To je bilo 24. maja 1939, ko jih je namestil v nadškofijskih posesti v Brezovici. Za Karmel v Mariji Bistrici so zaslužni varaždinski škof Marko Culej, prebender Miko Gabrič in projektant Robert Somek. V 13,5 stoletnem veri, to se pravi veri katoliških Hrvatov, Mariji Bistri, kraljice Hrvatov, navdih, upanje, vera in ljubezen. Reka in nekaj 100.000 romarjev se na leto zliva v Marijo Bistrico, da bi si v baziliki pred črnim čudežnim kipom presvete device Marije, Matere Božje, z Jezusom naročilo, molilo, pelo, jokalo, dajalo večne zaobljube. Ko sam razmišljam o hoji po križnem potu na Kalvarijo, o trpljenju Božjega Sina, Jezusa Kristusa, Roman v srcu žaluje svoje grehe.
V zakramentu spovedi se pomirja z Bogom in v evharistijskem slavju se preko obhajila z Bogom tudi združuje. Preden se poslovimo, bi vam, dragi prijatelji, rad povedal še te dve misli. Ob prihodu v svetišče Marija Bistrica velikokrat rečemo: moli za nas. Mi smo tvoji popotniki, blagoslovi nas. Ob odhodu iz svetišča Marija Bistrica moli za nas. Poslovite se, od tebe žalostni je čas. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zahvaljujem se vam za ogled oddaje o Mariji Bistrici v sosednji državi Hrvaški, kajti kristjani smo eno in teh mej ni. Pošiljam vam lepe pozdrave iz Marije Bistrice na Hrvaškem in vam želim vse dobro na vaših življenjskih poteh. Vsekakor pa, če bo Bog dal, obiščite to lepo Marijino svetišče. Z Bogom in hvaljen Isus in Marija.